Sem Nataša Mernik in sem... To je ful težko vprašanje. Sem ful živahna, ful radovedna, tudi kreativna in rada spremljam vsak nov izziv, tudi tega je danes na džungli. Have you ever noticed that these two types of people are always best friends? The hot one and the hot one. Najbolj me srečuje to, da imam okrog sebe ljudi, ki me podpirajo, ob katerih sem lahko to, kar sem, pa čeprav sem včasih mogoče loko. Were you trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco? Jaz sem ena tistih, ki se otroštva ful malo spomnim v bistvu. Ko vidim sestro, ona se spomnim vsakega možnega trenutka, jaz zelo malo. Ampak glede na to, kakšne ljudi sem imela okoli sebe, pa tudi tiste, ki jih še zdaj poznam, si mi zdi, da mi je bilo ful luštno. Se spomnim recimo najbolj teh stvari, ki jih še danes počnem z enakimi ljudmi. Recimo ena taka zelo vsakdanja, ampak meni ful simpatična je to, da smo z vsemi prijateljicami in sošolkami vedno pekle ene in iste piškote z mojo mami. In še zdaj ohranjam to tradicijo, da vsak december pečem te iste marmeladne žepke z mami. Jaz sem že od vedno taka, da najbolj me prizadene mogoče to, ko nekoga od mojih bližnjih, kdo do njih negativno pristopa. Vedno sem bila tista, ki je branila že od vrtca naprej svoje prijatelje. V šoli se je začelo pol to zbadanje in tako. Sicer jaz v štartu tega nisem sploh sprejemala tako negativno. Se mi zdi, da sem imela ful fajne sošolke, nekatere so se tudi znale postaviti zame in tako. Pride pa valjda neko to obdobje, ko si vsako besedo od sovrstnikov, sošolcev vzameš veliko bolj k srcu. To se je pri meni začelo pač to neko zbadanje že zelo kmalu. Recimo en četrti razred, pa če spomnite tiste športno-vzgojne kartone, ali kako se tistemu reče, ko smo vsi pač gledali, kaj ima kdo drug napisan in potem se začelo to zbadanje. Tako da osnovna šola ni bilo moje najljubše obdobje odraščanja, ampak si mislim, da sem se iz tega naučila ogromno in da sem zato danes toliko pač samozavestna, pozitivna in da me je to naučilo, da pač mnenje drugih konec dneva ni pomembno. Konec koncev jaz nosim svoje kile, konec koncev sem jaz tista, ki pač živim svoj life in se mi zdi, da danes tisti trenutki niso več pomembni. Ful sem hotela pasati, biti taka kot sošolke, biti taka kot punca z naslovnic. Razne dietke, tudi, to je zdaj mogoče trigger warning, tudi probala sem bruhati, da bom bolj suha. Pa pač to mi ni pasalo sploh nisem mogla, recimo, se pripraviti do tega. In je tako, ful beden feeling zdaj, ko se spomnim na to, da sem hotela spremeniti to, kar sem, da bom ugajala drugim, ne pa sebi. Jaz mislim, da je bila moja mama vedno največja tista opora, ki me je tudi mirila takrat, ko je bila kakšna solza potočena za kakšno slabo besedo, pa imela sem ene dve sošolki, ki sta mi vedno ostali ob strani. Če bi zdaj lahko govorila s tisto 10-letno Natašo, bi bila tako, vse bo v redu, mnenje drugih pač ni niti malo važno za tvoj life in čez 10-15 let boš res huda carica. Jaz sem se na socialna omrežja oziroma na blog začela ful kmalu. Julija 2014 sem začela svoj blog, sem začela Instagram bolj redno objavljati. Pol je prišel tudi poskus YouTubea v srednji šoli, vsi možni spletni projekti in pojavljanja in tako. Pa zelo kmalu sem tudi začela s to body positivity vsebino. Torej bila sem ful mlada, bila sem stara 17 let, ko sem se to podala in takrat iskreno, zdaj, ko gledam nazaj, zelo sem si želela pokazati to, da sem jaz ful samozavestna, da me nič ne more zlomiti. In to zelo jasno portrejala na Instagramu, na socialnih omrežjih, kakorkoli, ampak zdaj pač lahko priznam, da niso bili vsi dnevi tako zelo rožnati, tako zelo samozavestni in tudi jaz sem imela takrat, pa še danes imam kakšen slab dan, ko sem tako,
Mogoče bi pa lahko to spremenila, mogoče pa pač bi bilo lahko kaj drugače, ampak se pol zelo hitro ustavim, pa sem tako, ne rabiš pasati v noben kalup, ne rabiš pasati ugajati nobenemu drugemu. Tako da takrat sem bila taka starost, da sem bila še malo premlada mogoče za to. Ampak sem zelo vesela, da sem takrat tudi začela s projektom I'm All Women, kjer smo fulim puncam, ženskam pomagali pri tem, da imajo boljšo samozavest, lahko so povedale svojo zgodbo, takšno ali drugačno. Zelo celostno smo obravnavali to neko samopodobo, pa ne samo žensk, tudi moški so se nam pridružili. Tako da se mi zdi, da je bilo to, da smo osnovali ta projekt in spoznavali toliko različnih oseb, tudi meni ful pomagali pri moji samozavesti. Vsi imamo ene svoje stragle, vsi imamo svoje težave, ki jih interpretiramo pač drugače, ampak jih je treba pač premagati. Lažje je, če jih z nekom drugim deliš. In se mi zdi, da mi je to ful pomagalo. Sem pa pol tudi na Instagramu začela jasno tudi jaz zdaj povedati, da je cool, če nisi vsak dan 100% sam s sabo, ker ni normalno, da si pač, jaz sem 100% that 24/7 pač ni to real life. Zdaj ta projekt smo mi štartali, mislim, da enih 4-5 let nazaj. In od takrat se je tudi na socialnih omrežjih veliko stvari spremenilo, mogoče še poslabšalo, če se drznem tako reči. In si ne predstavljam, sploh si ne znam predstavljati, kako je mladostnikom danes biti prisoten na socialnih omrežjih, ker jaz nisem zrastla na tem, sem pač to najstniško obdobje, pa pač zdaj to young adult obdobje preživela na družbenih omrežjih, ampak se mi zdi, da danes je to samo še slabše. Jaz iskreno sem pričakovala veliko več slabih in negativnih komentarjev, kot jih je dejansko bilo, ker se mi zdi, da je bil projekt zasnovan na ta pravi način, se pravi je ta prave tipke in ta prave strune pritisnil pri ljudeh. Tako da dejansko ni bilo toliko negativnih komentarjev na Instagramu vsaj. Pol, če greš brati kakšne intervjuje na določenih naših medijih, kjer so bili pač moji intervjuji objavljeni, so komentatorji valjda malo bolj ostri. Je pa res, da se pač z negativnimi komentarji in žaljivkami spopadam že stara sem 25 let, 20 let se že s tem soočam. Sem razvila zelo trdo kožo, obrambni mehanizem. Ampak se mi zdi, da se znam spopadati s tem, kot si rekla, na zelo kreativen način in dejansko te negativne komentarje obrnem v svoj prid. Odgovorim na njih, se pohecam in na koncu oseba zbriše svoj komentar, ker je to dober odgovor. Jaz mislim, da ta samozavest ne pride kar čez noč, pa kar v trenutku, tako da je bilo veliko dejavnikov, pa veliko stvari, ki sem jih počela, gledala, spremljala, veliko ljudi, projektov, konec koncev tudi glasbe, filmov, podcastov, vsega, da je potem to nastala ena zgodba, ki je pač od mene motivirala k temu, da postanem pač toliko samozavestna, oziroma je gradila moja samozavest na tak način, kot je danes. V vodi plava kit. Če gledam iz sebe, je to, ko imaš enkrat nekaj slabega, negativnega za povedati o nekom drugem, izhaja samo iz tebe. Iz neke svoje nesigurnosti, iz enega slabega občutka, ne vem, za svojo samopodobo, za svoj videz, ko pač to stvar potem iščeš tudi pri drugih. In jaz pač iskreno, samo enkrat v življenju sem napisala anonimen negativen komentar eni sošolki. In če danes me to najbolj v življenju možno žre, ker pač vem, da sem naredila nekaj, kar folk meni dela še danes in je ful neprijetno. In takrat je to izhajalo iz mene, iz neke moje nesigurnosti. Jaz mislim, da smo lahko zdravi, ne glede na to, pač, kako izgledamo, kako nas družba dojema. Konec koncev poznam ogromno ljudi, ki so za družbo debeli, ampak so pa vsak dan športajo in so veliko bolj močni, mogoče kot pa nekdo, ki ima 50 kg pa
živine zdravo konec koncev. Tako da ni vse v tem, kako izgledamo. Tudi to sem jaz že starta zagovarjala. Pač ne moreš niti mene oceniti, kaj delam, kako živim, kaj jem, koliko športam, samo glede na to, kako ga izgledam. Kot pravijo, ne moreš soditi knjige po platnici. Tako da tudi mene ne moreš po zunanjem izgledu. Jaz zelo ne maram delati nekih velikih planov, ker sem ugotovila, da se stvari v življenju zelo hitro spremenijo, da mimogrede pride kakšna nova priložnost in ne maram delati zelo začrtanih planov. Jaz upam, da bom še naprej tako kreativna in pripravljena sprejeti vsak nov izziv z zelo odprtimi rokami in upam, da bom pač samo še bolj uspešna in zadovoljna v svojem življenju. Looking like a baddie, I show up and make them stop. Veš, kaj mi gre zdaj po glavi? Komad od Lizzo. I'm 100% that bitch. Ja, pač moraš se zavedati, da si ti 100% that tip. To je to.